Kakšna tišina. Super zgledate. Jaz vidim, da ste Mislim, da si ti... Jaz sem ta prav kroj danes izbral. Sploh nisem vedel, čist po nesreč. No, jaz pa pašem zraven. Zelo pa še zraven, vedno. Dobro, a še koga čakamo? Ja, eno zelo pomembno gostjo. Bomo še malo počakali. A se gremo Mašo? Ne, Tiho. to bo lahko. Fletni ste. To bo en fajn večer. Zagotovo. Zdaj pa mislim, da lahko uradno začneva midva tole. Dober večer vsem skupaj. Upava, da ste se udobno namestili. Ker zdaj lahko ponovno vstanete. Spoštovani, v dvorano prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Spontan aplavz. Živi naj si narodi, ki hrebeni dočaka dan, da kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak rozvu vsak ne brakne sosed bo mejak, da rojak prozvu vsak ne brakne sosed bo, ne brakne sosed bo mejak. Skavtska pesem zdaj zadoni preko zemlje do neba in raznemil nas ljubezen do prirode in Boga. V eno združi naša srca in razsunčil nas mladost, da ljubeče bomo znali sam razglašati radost. Skavtska pesem ti nas spremlja skozi boje noči in dan. Čez valove nas privedi družno v zmagovit pristan. Eno združi naša srca in razsunči v nas mladost, da ljubeče bomo znali sam razglašati radost. Tako, zdaj pa še uradno. Dobrodošli na slavnostni prireditvi ob 35-letnici Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov z naslovom Ogenj za vedno. Ko smo že pri ognju za vedno, upam, da ste doma ugasnili štedilnike. Ja, hvala za to, da si nas zdaj spravil v dvome, ampak sem prepričana, da je vse v redu.
Pravzaprav pa že midva nekajkrat sva stala na tem odru, pa se sploh še nisva predstavila. Tale skuštranec ob meni je Rok. In tale čudovita počesanka je Maja. Nocoj vas bova pospremila do vseh točk tega prekrasnega večera, ki ga bomo seveda ustvarili skupaj. Ko sem prej pogledala po dvorani, sem videla, da ste nekateri v krojih, kar pomeni, da ste ponosni skavti in da to tudi pokažete. Midva pa v oblekah. Rok sicer barvno usklajen, ampak to nekako še vedno pomeni, da nisva skavti in skavtinja, ampak skavte pa obožujeva, ne? Zelo. In meni je všeč predvsem to, kako ste izvirni pri zbiranju skavtskih imen. In en tak lep zgled sem imela že doma, moj brat je bil vztrajna žolna, zato ker je bil pač vztrajen. A žolna pa, ker je rad pil, a ne? Ne, zato ker je imel dolg kljun, no. To pa. Ti bi bila lahko Maja vse veda pika polonica, ha? Ja, recimo lepo to- ime. Ampak to misliš zato, ker sem tako brihtna, drobčkana, palušna? Ne, zato ker prinaša srečo, ko greš stran. Ampak, a veš kaj? Pazi se me, ker bom tekom večera nekaj našla tudi zate. Komaj čakam, dovolj časa imaš, kar precej govorov nas čaka. In začenjamo z načelništvom. Na oder vabiva Tjašo Sušin in Nejca Kurbusa. Spoštovana gospa predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc-Musar, spoštovani gospod Načkov, metropolit Monsignor Stanislav Zore, spoštovana direktorica Urada za mladino, dr. Tina Kosi, spoštovana Barbara Merše, namestnica direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, spoštovane predstavnice in predstavniki vseh partnerskih organizacij, dobrodošli. Dragi in spoštovani člani izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča, zaposleni iz pisarne, dragi in spoštovani trenutni voditelji, duhovni asistenti in voljeni predstavniki našega društva iz preteklih mandatov oziroma nekdanji voditelji, opravičujemo se, če je iskanje kroja povzročilo preveč težav, vse prav lepo pozdravljam. Kaj praznujemo danes? 35 let in pol, odkar je 31. marca 1990 nastalo Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov kot edina skavtska organizacija v Jugoslaviji, ena prvih v vzhodni in srednji Evropi ter prvo katoliško združenje, ki je nastalo po drugi svetovni vojni v Sloveniji? Da. Praznujemo, ker nam je praznovanje 30-letnice odnesla korona? Da. 118 let, odkar je Lord Baden-Powell ustanovil skavte, z mislijo, da je mladim potrebno zaupati odgovornost za njihova življenja, testirana na otoku Brownsi, z navodili v knjigi Scouting for Boys, ki se mu je kmalu priključilo tudi dekliško gibanje pod vodstvom njegove žene Olav? Da. Ko smo pred dobrim letom načrtovali to praznovanje in ugotovili, da je večina dvoran 31. marca že zasedenih, smo si rekli, da datum zastavimo drugače. Prav danes, 22. oktobra, praznujemo točno 103 leta, odkar se je v Sloveniji začelo skavtstvo. Če so predtem skavti že kdaj stopili na našo zemljo, je 22. oktobra 1922 skupina fantov pod vodstvom Franca Pintarja začela pisati zgodbo na naših tleh. Leta 1923 je bila ustanovljena župa skavtov, kasneje preimenovana v Dravsko skavtsko skupino. Tudi to praznujemo. Predvsem pa praznujemo naše spomine, naša prijateljstva in našo prihodnost. Praznujemo naša prizadevanja za vzgojo otrok in mladih. Praznujemo prepoznavanje in odgovarjanje na potrebe družbe na področjih vzgoje za mir, zagotavljanja varnega okolja, zdravja, okoljske problematike, vprašanj identitete in moči skupnosti. Vsi, ki danes sedite v tej dvorani, vesela sva srečanja z vami. Vesela sva bratskih stiskov rok iz vseh koncev naše lepe domovine. Naj bo danes priložnost za srečanje in za obujanje spominov. Prisotni ste tudi predstavniki mnogih, ki jih danes žal ni med nami, pa bi si zaslužili biti tukaj.
Predstavljate na 10.000 talentov, ki smo jih posamezniki razvijali z in za to organizacijo. Predstavljate 10.000 prostovoljnih korakov, ki smo jih delali skupaj, čeprav zelo različni, smo znali in zmogli ideje in korake pripeljati v skupno isto smer. Povabiva vas, čisto zares, da za trenutek zaprete oči in prebudite svoj najljubši skavtski spomin. Tisti, ki niste skavti, prav tako vabljeni, da zaprete oči in prebudite svoj najljubši spomin z skavti. Tako, hvala. Ste nekje na tabornem prostoru, ste v naravi, a gori ogenj, se sliši kitaro, so ob vas prijatelji. Kje? S kom ste? Tudi to, dragi moji, najini, praznujemo danes. Zdaj lahko odprete oči. In praznujemo vzgled. Skavti nismo končna destinacija, smo pa vrhunski del življenjske poti. To nam z svojimi življenjskimi dosežki kažete vsi, ki ste pred nami služili naši organizaciji, in tudi zaradi vas smo danes lahko tukaj. Velik hvala vam za to. Dragi aktivni skavtski voditelji, tudi vas je veliko danes tukaj, vam želiva povedati, da je to nekaj najboljšega, kar lahko v tem trenutku počnete. Izkušnje, ki jih nabirate danes, vam bodo bogato služile v prihodnosti. Vsem vam, torej nekdanjim in trenutnim voditeljem, želiva voščiti tako. Urite se v skavtskih veščinah in živite po naših načelih. Neskončna modrost in lepota sta vtkani v njih. S starostjo dobijo skavtske veščine pravzaprav novo dimenzijo. Orientacija na zemljevidu in prostoru postane orientacija med informacijami in ljudmi, med dobrimi in slabimi odločitvami, lažnimi preroki. Iskanje smeri in poti v življenju. Prva pomoč nam ne pomaga samo pri krpanju ran, ampak tudi pri zdravljenju ranjenih odnosov. Pionieristika nas uči vezati trdne vezave in vezi med ljudmi in razvezati težave, ki naj postanejo priložnosti. Netenje ognja v naravi postane netenje iskric topline in svetlobe v ljudeh in dobrih dejanj, ki grejejo zavedno. Prijatelj vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat. In še bi lahko naštevala. Naša načela pa ostajajo enaka. Naše vrednote, naša vzgoja, naši skavtski zakoni, naša skavtska obljuba so temelj tega, kar smo, in nam pomagajo biti, oziroma pomagajo biti tudi kažipot pri izbiri pravih poti v osebnem in v družbenem življenju. Bobri, volčiči, izvidniki, popotniki, voditelji, tudi nekdanji voditelji, smo skupnost posameznikov, zavezana osebni rasti in spreminjanju sveta na bolje. V znamenje tega vas povabiva, da ostanemo in ponovimo skavtsko obljubo. Pri svoji Ti obljubljam, da si bom z Božjo pomočjo prizadeval služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu ter slovati skavtske zakone. Drage sestre skavtinje, dragi bratje skavti, dragi prijatelji skavtov, hvala vam, hvala, ker ste danes tukaj. Naj ogenj gori zavedno. In vse najboljše. Bodite pripravljeni. Zelo smo počaščeni, da je danes z nami tudi častna gostja, predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, ki jo sedaj prijazno povabiva k besedi. Dober večer vsem skupaj. Spoštovana Tjaša Sušin in Nejc Kurbus, načelnica in načelnik Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov, spoštovani ljubljanski nadškof, metropolit, monsignor Stanislav Zore, spoštovani poslanec Janez Cigler Kralj, drage skavtinje in dragi skavti.
Z globokim spoštovanjem in veliko hvaležnostjo vam danes čestitam ob 35-letnici delovanja Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov. 35 let je častitljiva doba. Je čas, v katerem so se zvrstile številne generacije mladih, ki jih skavtstvo zaznamuje za vse življenje. Vsak od vas, ki je kdaj nosil rutico ali je zakuril ogenj pod zvezdami, v sebi nosi del nečesa večjega. Del zgodbe, ki že več kot stoletje bogati naš narod. Skavtstvo je več kot prostočasna dejavnost. Je šola za življenje. Je pot, po kateri otrok stopi kot radovedni raziskovalec in z nje odide kot zrel, odgovoren človek, ki zna slišati druge in skrbeti za skupnost. Prve skavtske skupine so na Slovenskem, kot smo slišali, začele delovati že kmalu po ustanovitvi svetovnega skavtskega gibanja v 20. in 30. letih 20. stoletja. Druga svetovna vojna in povojna leta so prinesli omejitve in prepovedi. Skavtstvo, ki je temeljilo na svobodi, veri in osebni odgovornosti, je bilo v totalitarnih razmerah dolga desetletja uradno prepovedano, a ideja, ta iskra dobrote in vztrajnosti ni nikoli ugasnila. Ohranila se je v spominih, družinah in srcih posameznikov, ki so verjeli, da bo nekoč spet čas, ko bo lahko skavtsko gibanje znova živelo svoje poslanstvo. No in ta čas je prišel konec 80. let, ko so pogumni posamezniki, večinoma mladi, z veliko srčnostjo in zanosom znova obudili skavtsko gibanje na slovenskih tleh. Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je vaše združenje razvilo v močno, organizirano in odprto gibanje, ki danes povezuje tisoče otrok, mladih in odraslih po vsej državi. Drage skavtinje in dragi skavti, vi ste dokaz, da je mogoče s pogumom in trdno voljo korak za korakom, tabor za taborom, projekt za projektom, svet spreminjati na boljše. Svojo ustvarjalnostjo in prostovoljstvom bogatite kraje, v katerih živite. Pomagate pri naravnih nesrečah, prinašate upanje ljudem v stiski, skrbite za okolje in naravo ter, kar je najbolj pomembno, če mene vprašate, negujete odnose med ljudmi. Posebej želim pohvaliti vaše prostovoljstvo. To je slovenski fenomen, na katerega smo lahko upravičeno ponosni, ter ga moramo vzpodbujati in krepiti tudi v prihodnje. Zahvaljujem se vam, da ste se odločili za skavtstvo. V sodobnem času imate mladi veliko različnih možnosti, kam usmeriti svojo energijo in zmogljivosti. Odločili ste se za vrednote, kot so požrtvovalnost, solidarnost, pogum, sočutje in predanost. Pomembni sta vam predvsem duhovna in okoljska vzgoja. Zelo sem ponosna in hkrati pomirjena, ker v Sloveniji tako razmišlja kar okrog 6000 mladih. To je veliko, še posebej v časih, ko je čedalje več poudarka na sodobnih tehnologijah in individualnosti, kar lahko krni medsebojne odnose, če se ne trudimo zanje. Zato vas in vaše mentorje iskreno prosim, da še naprej ohranjate zanos, povezanost, toplino v srcih in žar v očeh, saj s tem bogatite sebe in širšo skupnost. Če bomo vsi skupaj, mladi in starejši, resnično razumeli in živeli pregovor, da lahko sami dosežemo veliko, skupaj pa vse, potem lahko z optimizmom zremo v prihodnost. Vi, drage skavtinje in skavti, ste obet takšne prihodnosti. Vem, da biti mlad danes ni vedno lahko. Svet se spreminja hitro, vrednote se počasi izgubljajo, sporočila so nejasna. Toda prav zato ima skavtstvo danes še večji pomen kot kdajkoli prej. Ponuja prostor, kjer se mladi učijo zaupanja vase, v druge, v prihodnost. Drage skavtinje in dragi skavti, vaših 35 let je zgodba zvestobe,
poguma in veselja, ki jo pišete vsak dan v mestih in vaseh, šolah in župnijah, v naravi in v srcu družbe. Hvala, ker že 35 let bogatite življenja mladih in s svojim zgledom ohranjate vero v dobro in vero v človeka. Naj vas še naprej vodita pogum, ki ga ima le tisti, ki zna zaupati, in veselje, ki ga najde le tisti, ki zna dajati. Naj vas spremlja vaš skavtski pozdrav, bodi pripravljen, vedno pripravljen. Iskrene čestitke in hvala, da že 35 let soustvarjate prihodnost Slovenije. In če lahko za konec povem eno šalo, pred kratkim sem jo prebrala, taka luštna. Kadarkoli sem bila med skavti, je bilo vedno veliko smeha. No in šala se glasi takole: smeh je najboljši facelifting, pa še zastonj je. Srečno! Najlepša hvala častni gosti, predsednici Republike Slovenije, doktorici Nataši Pirc Musar. Mimogrede, Maja, jaz sem nekje slišal, da je bila gospa predsednica tudi Kaj je? tabornica. Saj, če tako pogledaš, ne, si taborniki in skavti delijo mnogo skupnih vrednot, živijo v sožitju z naravo, so prostovoljci, imajo čut za skupnost in so človeka v stiski. Ja, se popolnoma strinjam, taborniki so tudi zelo fajn ljudje. Mimogrede, Maja, kako ti gre pa kaj skavtskim imenom zame? Si kaj natuhtala? Ja, a veš, da imam res eno idejo? Aha. Ti bi lahko bil radostna koala. Wow. A zato, ker imam toliko velik nos, pa kapot dneva prespim, a ne, super. Hotela sem reči, da si lušten, pa tako puha. Mislim, da si point zgrešil. To moraš, ja, veš. A ja, no pač, sem dobra oseba. Ja, no, to pa zagotovo, ja. Lej, dovolj najnega besedičanja, prosim, čas je, da damo prostor glasbi. Saj veš, Rok, kako pravijo, kdor poje, slabo ne misli. Ker meni je pa zborovodkinja govorila isti stavek, sam z drugačno postavitvijo ločil. Vedno, ko sem zafušal, je rekla: Rok, kdor poje slabo, ne misli. No, pred nami je pa zasedba, ki zagotovo misli, poje in igra dobro. Tu so Vid Ušeničnik na bobnih, Tine Lustek na kitari, Filip Ošlaj na klavirju, Štefan Iskra na basu, Jakob Čuk na kitari in vokalu in Liza Kovač na vokalu. Tekom večera se jim bo pa pridružili še nekateri vokalisti, ampak zdaj pa otvorijo s pesmijo Vodnikom. Spet prižgejo sonce tvojih se očeh, narava prebudi. Ne veš zakaj, a nekaj ti pravi, da ta dan bo drugačen, kot so vsi. Zato vstani hitro in se iz šotora odpravi. Zunaj čakate nov dan nasmejan. Daj pokaži celemu svetu, vsem ljudem na tem planetu, da si skavt, ki vstopa v novi dan. Pomisli nanje, če ti kdaj težko bo, in ne obupaj, če boš oslabil. Če kdaj težko bo, se nasloni name, bremena tvoja pa bom jaz prevzel. Če hodil bom pred tabo, sledili bodo prav povsod. Pogumno stopi tja, nikar ne boj se, zdaj če boš molil, jaz bom tvoj Gospod. In bova skupaj šla kam tja na konc sveta. Pridi, daj, pokazal ti bom, kje je skavtski raj. Pomisli nanje, če ti kdaj težko bo, in ne obupaj, če boš oslabil. Če kdaj težko bo, se
nasloni name, bremena tvoja pa bom jaz prevzel. Če hodil boš, hodil bom pred tabo in ti sledili bodo prav povsod. Čudno stopi tja, nikar ne boj se, saj če boš molil, jaz bom tvoj Gospod. In bova skupaj šla prav tja na konc sveta. Pridi, daj, pokazal ti bom, kje je skavtski raj. Tole pa bilo. Hvala bendu, danes je razgrel, jaz prav že čutim ta ogenj za vedno, ne? Ja, res, in zato tudi ni zastonj naslov takšen tega dogodka. Ogenj za vedno. In ta ogenj v Sloveniji gori že 35 let, kar ni malo. Ja, Ni ne veš, malo. koliko je to drv. Pojma nimam. Ja, 35 let je že dovolj dolga doba, da se malo ustavimo, zadihamo in pogledamo na prehojeno pot, ki so jo skavtinje in skavti že prehodili. Obenem pa je to tudi priložnost, da pogledamo naprej, kaj je tisto, kar želijo v prihodnje prinašati mladim, družbi in cerkvi. Njihov ustanovitelj, pravzaprav vaš ustanovitelj, Robert Baden-Powell, je pred več kot 100 leti zapisal, da je poslanstvo skavtov pomagati mlademu človeku razviti svoj značaj, ga opogumljati in oblikovati v poštenega človeka in državljana. In to isto poslanstvo nosi tudi Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov. Kdor se vpiše torej k skavtom, skoraj gotovo postane zrela oseba. No, jaz sem tudi brez skavtov postal zelo zrela oseba, tako da ni to. Ne, Rok, ti si še vedno zelo otročji. To si ti, kaj sem pa jaz. Mislim, ti tudi ni skavtinja, no? Ne, res nisem, ampak a veš, da sem pa bila na enem skavtskem srečanju. A res? In kaj se je zgodilo potem? Po enem mesecu so pač kresnice ena propadle. Dolgo so zdržali s tabo. Ampak, veš kaj, sem se pa vseeno zelo pozanimala, čeprav sama nisem skavtinja in vem, da skavti pri vzgoji zasledujejo 4 vrednote. Pristnost, odgovornost, samostojnost in pa zdrav način življenja. In najbolj, da si pogledamo, a ne? Dajmo. Kako skavti doživljajo te vrednote sami. Ko imamo pogovore in igre ob večernem ognju. Ko gremo na tabore, ker se tam veliko zabavamo. V bistvu že, ko sem prišla v Četov, ko smo se z vodom ful povezali, pa tudi vodnica me je zelo pelala v to družbo v skavtih. Res se mi zdi vsakič, ko pridem na skavte, na neko zimovanje ali pa nekaj, in pa ko sem nekaj časa noter, šele takrat se mi zdi res padajo neke te maske, ki jih nosim. Letos, ko smo na taboru bili, pa sem lahko po štajersko govoril, pa ni noben krego. Mislim, da se jaz na skavtih vedno tako počutim in zaradi tega rada hodim na skavtih, ker sem pač lahko to, kar sem. Ko se družim, so skavti. Na vsakem skavtskem dogodku, ker vem, da so okrog mene ljudje, ki me poznajo in ki me spremljajo tako, kot so, in se ne rabim obremenjevati s tem, kaj si bojo mislili o meni, oziroma če bom imela spuščene lase ali pa blatne lase, ker bojo tako vsi taki. Odkar sem podvodnik, zdaj ta en let bil, pa zdaj verjetno tudi naprej, ki bom vodnik. Prav zabavno zaradi tega, ker odgovornost pride takrat, ko pridejo kakšne težave zraven, tako da večje težave, večja odgovornost. Ko mi je ob 1 zjutraj prišla vokulica, da jo boli trebušček, in sem takrat vedela, da sem jaz tista, ki mora to poskrbeti. Ker sem dobila kakšne bolj odgovorne naloge in sem jih dobro speljala, se pravi zdaj v IO-ju ali pa kot odgovorna voditeljica za program na Vseslovenskem taboru v Pepingu. Verjetno na orientaciji, ko sem imela prvič vodnica in pač smo se izgubili in je bilo treba še vseeno odvoditi orientacijo in priti do cilja. Poskrbel sem za ogenj, pa pomagal sem sestaviti pesem ali pa prošnjo. Res odgovornega sem se počutil v klanu, ko smo mogli organizirati ali zimovanje ali za tabor, ko smo mogli kupiti hrano,
Ampak zares odgovornega sem se pa počutil, ko sem vratal voditelj. Torej, v bistvu to, da se znajdeš v naravi, tudi si znaš narediti prenočišče, pa zakuriti ogenj, si nekaj skuhati. V bistvu sem več zvedela o prvi pomoči, pa sem o tem naredila tudi srečanje. Veščine, ki smo jih rabili delati v četi, ker v bistvu je bilo to neko moje osebno napredovanje, in skozi te veščine sem nekako si izbirala take stvari, v katerih še nisem bila tako dobra in sem se potem mogla v njih izboljševati. V bistvu načrtovati srečanje, tako ko se zagremo. Mislim, da bi rekel, da je to največja taka stvar, ki sem jo dosegel, ki sem se jo naučil. Sigurno sem ponosen, da sem blagajnik že drugo leto. Verjetno sem se naučil odgovorno ravnati z denarjem. Načrtovati program, tako da ustreza ljudem, da gleda na potrebe naših članov in ne to samo, da gledamo na številko, pa na tega, koliko česa bomo naredili, ampak koliko dobro je tudi izvedeno. Zdrav duh v zdravem telesu, zelo skrbimo za to telesno zdravje, športom, pa temu naravi. Potem pa tudi duhovnost mi zelo pomaga, dobri pa zdravi odnosi. V bistvu z duhovnostjo, pa s tem, da v bistvu me vedno poslušajo, če imam kakšen problem, mi vedno zna to dati svoj nasvet. Pa v bistvu smo tukaj zgradili res trdna prijateljstva in ta prijateljstva so tukaj žene naprej. Ja, pri skatih se ful povežem z Bogom, pa tudi zlaufamo se, pa ves čas nekaj delamo. V bistvu smo zelo veliko zunaj in se imamo ful fajn, res je fajna družba in se počutiš zelo sprejetega. Definitivno smo veliko v naravi, pa na svežem zraku, se že tako boljše počutim, pa so pa tam še prijatelji, ki se lahko marsikaj pomenimo in se imamo fajn. Ja, v glavi tako, da sem obkrožena z ljudmi, ki me imajo radi, ki me podpirajo, v telesu pa tako, da spodbujajo aktivnost, šport, življenje v naravi. Si videla ta video, noro, kakšne vrednote. Meni je najbolj všeč pristnost in sem se prav odločil zdaj po tem videu, da jaz bom pa zdaj pristen. Tako kot skauti, prav vedno bom povedal, kaj si mislim direktno. Recimo, gospod, kaj je s to srajco? Ne, tole ni tako. Veš, pristnost pomeni ne samo, da govoriš, kar si misliš, ampak tudi, da delaš, kar govoriš. In ti si rekel, da si boš prebral marsikaj o skautih in a si? Ne. No, vidiš. Pristnost ni vedno enostavna, ampak skavtska pot mlademu človeku daje varen prostor, kjer lahko spoznava samega sebe, odkrije svoje strasti, pa tudi meje in pri skavtih ustvarjajo prostor, kjer ga drugi sprejemajo, svoje soskavte, takšne kot so. In jaz te sprejemam. Hvala, Maja, vem, da ni enostavno. Tudi jaz sprejemam tebe. Pomen pristnosti ti skauti poudarjajo tudi pri različnih projektih, ne če to povem, hvala, da si mi napisala. Recimo s projektom Srečanje so voditelje učili kritičnega presojanja in pomena osebnega stika z drugačnimi. S projektom Vzgoja za poklic so mlade opogumljali, da odkrijejo svoje talente in jih vključijo v iskanje svoje življenjske poti. In s projektom Sovzgoja so pri spremljanju razvoja mladih še posebej poudarili raznolikost. Fantje in dekleta namreč rastejo vsak svojo edinstvenostjo, a drug drugemu v oporo. In vsi skupaj se pa obračajo na Boga. Z njim namreč krepijo osebni odnos in se zavedajo, da nas le on sprejema takšne, kot smo. In pri tem odkrivajo, da vera ni nekaj, kar se zgodi samo ob nedeljah, ampak je način življenja. Bobrčki. Ne, niso... So bobrčki. So bobrčki. Bobrčki, kar korajžno.
Ja, izvolite, bobrčki, za odrje. Dobri ste, res ste dobri, bobri. No. Ja, Volki, so rekli, da so volki. volki. No, pa so pa prav luštni te ta mali volčiči. Ja, veš, imam enega takšnega doma. Volka imaš doma? Ne, takšnega otroka sem mislila. Hvala Bogu, volkovi so zaščitena žival. Dobro, ti, koliko je pa star? 5 let. Tako da zdaj je že kar samostojen, pa tudi odgovoren. No? Potem bi ga pa lahko počasi med skavte dala, ne? To sta tudi te dve vrednoti, ne, vzgajanja. Njihovi, to je res. In sem prebrala, da skavti postajajo bolj samostojni s pomočjo voditeljev, ki jih osebno spremljajo in tudi pomagajo na poti do preprostih ali pa tudi kompleksnejših ciljev. In samostojnost ni le fizična spretnost, pomeni tudi vztrajati na poti do cilja. In pot je včasih pomembnejša od cilja. Samostojnost pomeni, da se ne ustrašimo prve ovire, ampak ustvarjalno razmišljamo in jo preskočimo. In včasih ni potrebnega veliko zaleta, samo prijazno besedo, ker ključ je v komunikaciji. In zato skavti jasno izražate svoje misli, ampak kljub temu znate prisluhniti stališčem drugih. Samostojen pa sem seveda tudi takrat, ko znam preživeti v naravi, ko znam zakuriti ogenj brez vžigalnika, postaviti bivak, se znajti na karti ali pomagati v primeru nesreče. Narava je najboljša učiteljica za življenje. In vse to, kar sva zdaj naštela, sestavlja samostojnost, ki vodi pa k tretji vrednoti vzgajanja. To pa je odgovornost. In ta se kaže tudi v odnosu do narave in prav skavti ste med prvimi, ki pomagate pri čistilnih akcijah in na taborih živite zero waste, kolikor pač le lahko. Odgovornost je pomembna tudi do drugih. To pomeni, da se skavt zna vživeti v bližnjega, ga poslušati in se odzvati na njegove potrebe. Ja, izvoli. Hvala. Ja. Biti odgovoren pomeni biti odprt za svet. Slovenski skavti so del svetovne skavtske organizacije VAKS, tako si kot del velike družine prizadevajo za mir in pravičnost. Vse pa vas oziroma jih druži Rutka, s katero se skupaj podajate na pot. Videl sem le košček blaga, pogled pa segal je dlje, prebudil duha. Želja tlela je, čas krepila se, znanje in pogum sem zbral, obljubo dal, zdaj iz tega blaga, moja je Rutka. Zdaj ko enkrat obljubiš zavedno. Rutka nas povezuje, skupaj z nami. Gremo tja, kjer se barve so sveta, pisani okrog vratu, pripadamo drug drugemu. Gremo tja, živiva kreposti, skupaj odkrivava svet in skavtske norosti. Modro trden je srdeče rože kriz, tabor nasmejanih src in srečno pot. Rutka moja še zdaj, skavtska obljuba. Zdaj ko enkrat si skavt, ostaneš zavedno. Rutka nas povezuje, skupaj zdaj. Gremo tja,
Volčiči, izvidniki, popotniki, ne spiša vas, pomri. Volčiči, izvidniki, popotniki, zdaj pa vi. Gremo tja. Gremo tja, kjer se barve so sveta. Križ od poti še stoji in skavtski duh nas oživi. Zdaj ko enkrat si skavtska, ostaneš za vedno. Takole, res je, da smo nocoj tukaj, da spoznavamo skavte in njihov način življenja, ampak Maja, meni se zdi, da ljudje v dvorani pa naju še čisto nič ne poznajo. Midva sva si precej prebrala. Jaz sem si prebrala. No, ti si prebrala precej v skavtih, no, oni pa o nama ne vejo nič. Zato predlagam, da naju malce bolje spoznajo eno igrico. Ja, kakšno? Čisto enostavno, se pravi tisto klasična. Kava ali čaj? Aha, Kava ali čaj? Kaj imaš reči? definitivno čaj. Aha, no jaz kava. Recimo, kaj pa jabolko ali bomboni? Ja, ta je že težja zame, ker sem precej sladkosneda, veliko raje bombone, ampak vem pa, da je bolje pač, če izbereš jabolko, ne? Jaz bom krajši, bomboni. A veš kaj, zdaj imam pa jaz eno. Okej. Kavč ali sprehod zunaj? Ja, odvisno od situacije, no, kdaj tudi sprehod zunaj paše, no, ampak No, recimo, da jaz tudi. Ampak tale igrica me je zdajle spomnila na to, da so pred takšne odločitve vsak dan postavljeni skavti, a ne, vi boste vedeli. prava odločitev pa ni vedno lahka, ampak nas vodi k pravilom, skrbim zase, da bom lahko služil drugim, ker to lahko počnemo samo zdravi in smo že pri 4. vrednoti vzgajanja. In skavti se zavedate, da je zdravje večplastno. Sestavljeno je namreč iz telesnega, duševnega in duhovnega zdravja. In pri skavtih skrbite za vse te 3 komponente. Med drugim tudi s projekti, kot so za zdravje mladih, izzivaj, uživaj in zdravo. Tako so nastali priročniki in knjižice z recepti, ki skavtom prav pridejo na taborih, saj lahko z njihovo pomočjo pripravijo prave, male, zdrave pojedine. Še posebej pa ste ponosni na to, da ste leta 2016 kot prva mladinska organizacija v državi v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic sprejeli dokument za zaščito otrok in mladostnikov. V sklopu duševnega zdravja pa je dragocen tudi program Nisi sam, pri katerem ne gre le za slogan, ampak za sistem podpore, ki pomaga voditeljem skanalizirati težke zgodbe otrok, ki jih slišijo na taborih. Če potegnemo črto, je zdravje pač način življenja in skavt je pa zdrav takrat, ko se v svojem telesu dobro počuti in ko zna poskrbeti za svojega duha in ko v odnosih z drugimi ohranja spoštovanje pa tudi iskrenost. Ko smo telesno, duševno in duhovno zdravi, potem lahko resnično služimo Bogu, domovini in gremo skozi življenje s korajžo. Vrata pojemo nebo, zvezde plešejo, tvorjen ogenj straž, manja bojena vas glas. Ne povej to imaš, tako greš na pot, ki sveti Pavel pride naproti, ko s tabo hod, izpolni zgodba se, o korajži, ki on ustvaril je. On ustvaril je. Vem, jaz veš ti, da s korajžo se živi. Jaz veš ti,
vse živi. Vem, jaz veš ti, da če hočeš daleč priti druge poti. Vem, jaz veš ti. Da koraš dostop, bodi malo svet in poglej, kaj je še za doživeti. A upaš si leteti, ker poklican si, da širiš korajžo med ljudi. Ko pa vse vsi, sem še telefon gori, hodiš na ta boždi, ne upaš več si upati. Daj ne glej nazaj in vse od sebe daj, spomni se na lepši kraj, korajžo živi vekomaj. Zdaj, vem, jaz veš ti, da skoraj že vse živi. Vem, jaz veš ti, da skoraj že vse živi. Vem, jaz veš ti, da če hočeš daleč priti druge poti. Vem, jaz veš ti, vemo vsi, ve tvoja mami, ve tvoj anti, tvoja mica, tvoji brati, pa seveda še sestre vse, ki lahko podarijo ljubezen le. Tvoj profesor nad profesorca, tajnika pa tajnica, verta stiška replikvic, do tom kundi Muratovič, ti pa ti, si se čistiti, stop, pauza. Tvoj prst zares tudi ve vse to, da korajža še živi in zavedno bo. Vem, jaz veš ti, da skoraj že vse živi. Vem, jaz veš ti, da skoraj že vse živi. Vem, jaz veš ti, da če hočeš daleč priti druge poti. Vem, jaz veš ti, da skoraj že vse živi. Vem, jaz veš ti, da skoraj že vse živi. Vem, jaz veš ti, da če hočeš daleč priti druge poti. Vem, jaz veš ti. Tole je pa bilo, a? Ti si se pa videl, da zelo oživel. Ja, do konca večera bom jaz že čisto v žurerski preobleki. No. Nič o koncu, dokler ti jaz ne najdem pravega skavtskega imena, si pozabil. Ja, Maja, mislim, da ti gre to obupno. Poslušal sem malo zadnji, ni dober. Jaz mislim, da rabaš pomoč. No. Zato sem prinesel svoj analogni generator skavtskih imen. Ja. Tukaj v tem klobuku so listki. Jaz sem ene par pridevnikov najdu, ki bi te mogoče lahko opisovali. Okay. Bova pri tebi začela. Bom najprej ga jaz zate najdu, pa ga boš pa ti zame. Prav. Jaz predlagam, da vlečeš tlele. A jaz vlečem? Ja, eno roza. A preberem takoj? Lahko. A se pravi, jaz bom zase vlekla ime? Ti zase, ne kar zase. Ja, kar zase, dej, da vidimo, kaj boš postala. Preberem. Kar preber, kar korajžno. Zgovorna. Ja, to pa je. To pa je. Presežem, da ni vseh 10 listkov zgovorna. Sem napisal različne pridevnike. Zdaj pa še en samostalnik. Nekaj še moraš biti, ne? Nekaj. Ne odpre se morda z razlogom. Reka. Zgovorna reka. Globoko. Ker si globoka, ampak tudi rada govoriš. Ne? To je, ja. Res je. Ti je všeč? Ja, to je bilo po mojem prav namenjeno meni. Ampak zdaj si pa ti na vrsti. Ja, naj povem, da skavti bolj premišljeno izbirajo svoja imena, ampak mi dva imava danes samo urco pa pol, tako da morava na hiter. Jaz oseb nisem pisal predevnikov, sem kar ženo prosil, sam oseb ne moreš. No. Tako da jaz pa sem... Wow. Trmasti. Mislim, da se moramo malo pogovoriti. To je namenjeno. Trmasti. Žena te dobro posluša. To pa res. Aha, takole. Trmasti pavijan sem jaz. Pa moja žena ve, da nima rdeče riti. No. Ja, vzamem, kaj pa moram. Bom vzel. Neki smo, ne. Ja, torej, dragi, kako? Trmasti pavijan. Sem jaz zgovorna reka, to bi pa lahko vedela. Ja.
Trmasti pavijan, zdaj morava pa kam? Ja, še na tabor med skavte, druge nimava, ne? Ampak po mojem sva že mečkam prestara, a nisva še prestara. Ja, ampak ni enkrat skaut, vedno skaut. No, skaut si pač zavedno in čeprav meni se zdi, da je ta prehod v odraslo življenje lahko kar velik izziv. A kako to misliš? Ja, pa saj veš, iz otroka zrasteš in poj služba, hiša, pes, komunalni prispevki, te stvari. Ti se pa moraš znajdeti, kar naenkrat si vržen, se moraš znajdeti. Kar hočem povedati, Pika Nogavička je imela point. Dala sem ti, da primeš. Aha, ja. No, sej, ampak drugače nam ni tako zelo hudo, sploh pa skavti vedo, a ne, vi veste, da če v mladih letih pridobiš vrednote, ki štejejo, je pač v odraslem obdobju mnogo lažje. Da sem taka, kakršna sem, se počutim zdajle, se počutim mnogokrat. In zato so krivi skavti. Zakaj? Ker so me naučili, da moram biti originalna, da moram biti pristna. In da je škoda energijo metati stran za ponaredke. Predvsem pa zaradi tega, ker so me naučili biti iskrena in iskati v vsakem človeku dobro. Lahko rečem, in to s ponosom in hvaležnostjo, da so me skavti skozi leta voditeljstva izoblikovali v osebnost, kakršna sem sedaj. Morda bi v zadnjem času izpostavil 2 dogodka, kjer je k moji odločitvi pripomogla skavtska preteklost. To sta bila javna podpora svobodi govora na Univerzi v Ljubljani ter udeležba na Pohodu za življenje. Tam sem bil tak, kakršen sem, ker vem, da je to prav, ne glede na posledice tega dejanja. Danes skušam odgovoriti na potrebo v mojem okolju, biti odgovorna pri svojih zadolžitvah in delati po svojih najboljših močeh. Zdaj na področju zdravja so mi skavti dali predvsem to, da sem rad naravi, se rad gibam, hodim na izlete. Na teh skavtskih poteh je bilo vedno zelo veliko smeha. Smeh pa vemo, da je pol zdravja in konec koncev tudi ženo sem spoznal pri skavtih, ženo, ki je zdravnica, tako da so skavti tudi za zdravje poskrbeli. Včasih si slabe volje in te vse boli. Takrat je narava tista, ki zdravi. Včasih pa kipiš od veselja in skačeš okrog, takrat je narava tista, ki ti pomaga premikati meje. Če si pa povsod tukaj z dobro družbo, svojih najbližjih ali pa prijateljev, pa to krepi in ohranja vezi med nami in pripomore k duševnemu zdravju. Da smo se radi gibali zunaj molili, tudi ko smo imeli duhovnika s seboj, če je bilo v cerkvi narediti kakšno mašo, kakšno lepo molitev, kakšen šport tudi igrali. Se mi zdi, da to je nekaj, kar človeku vzame toliko energije, da potem lahko malo bolj prisluhne v miru tudi Gospodu, kaj pa on želi povedati, kaj želi povedati tvoj bližnji. Da se mogoče tudi iz tega, ko damo nekaj energije v nekaj doživimo, vidimo, smo bolj odprti za Boga preko stvarstva, pa tudi drug do drugega. Telo, ki se giblje, aktivira tudi možgane. Najboljše ideje se zgodijo na poteh, ki jih prehodim, tečem, kolesarim ali prespim pod zvezdami. Poklic računalniškega programerja sem zamenjal za poklic, ki je prežet s skavtskimi vrednotami. Ukvarjam se z mladimi, skupnostjo, osebnostno rastjo, poslanstvom in poklicanostjo. Pri tem so me skavti izzivali skozi celotno prehojeno skavtsko pot. Pomagali so mi, da sem sprejemal izzive, ki so me vodili izven cone udobja. Pomagali so mi, da sem v varni skupini in z Božjo pomočjo naredil korake, ki jih drugače verjetno ne bi, in to se mi pozna še danes. Skavti so me med drugim naučili odgovornosti. Že sama skavtska metoda je takšna, da te k temu spodbuja. Temelje sem verjetno dobil sicer že doma in danes pa se trudim živeti to odgovornost tako, da sem aktiven v svojih okoljih, se pravi doma, v soseski bloku, v župniji službi in predvsem to, da se svet spreminja z majhnimi dejanji in da
da je vsak od nas odgovoren, kakšen bo jutri, je nekaj, kar sem se naučil pri skavtih. Danes si pa želim biti predvsem orodje v Božjih rokah, da verjamem, da me je tja, kamor me postavlja, tudi če je težko, postavlja z namenom, da lahko sooblikujem prostor in družbo, v kateri sem. Meni se je zdelo ravno pri skavtih fantastično to, da si vedel, da se lahko zaneseš nanje in skupaj lahko delamo svet lepši. Načrtovanje in poslušanje, to sta dve stvari, ki še danes sem ponosna, da sem se jih naučila pri skavtih. Dostikrat se spomnim v službi, recimo moram poklicati starša, da je njihov otrok bolan, da mora iti v bolnico, jaz rečem, pa sej si že tudi na taboru klicala starša, da se je otrok zlomil roko, ali pa ne vem, imaš kakšen naporen sestanek s staršmi, si rečeš, pa sej si imel sestanek za skavte pred taborom, kjer so te gledali in so hoteli odgovore na vsa vprašanja. Tako da mislim, da se res skavti učimo, tako kot je v enem verzu napisano, v igri smo se za življenje učili in tega vam želim še tudi v naslednjih 35 letih. Ja, kako lepo je videti vse te ljudi, v katerih se je tekom let skavtstva razplamtel ta ogenj in bo gorel zavedno, čeprav pač niso več aktivni skavti. Ti ljudje so zgled ne samo nama, Maja, ampak tudi vsem ostalim, ki niso bili deležni skavtske vzgoje. In nekateri danes že svoje otroke vodijo na skavtska srečanja, ravno z namenom, da bi si tudi njihovi otroci ustvarili takšne spomine, kot so se jih sami, in tudi, da bi živeli po krščanskih vrednotah. Da bi tudi njihovi otroci znali stati za pravimi odločitvami, da bi znali sodelovati, pomagati in poslušati sovrstnika, ki je v stiski. In da bi znali s korajžo reči da, tudi kadar bi bilo morda lažje reči ne. Da bodo pri skavtih del skupnosti in tako nikoli čisto sami. In da se bo v njih vse življenje razplamtel ta ogenj dobrega, ki ga bodo nekoč podali naprej. Nocoj pa ste ta ogenj, ki gori v vas, podali naprej nama. Počutila sva se sprejeta in da vse dobro med vami in hvala vam za to. Res hvala vsem in ko smo že ravno pri tem, ko praznujemo, je prav, da si vzamemo čas tudi za to, da si rečemo hvala. In hvala vsem, spoštovani gostje in tistim, ki jih predstavljate. Ob tej priložnosti pa lahko poudarimo, da bi se načelništvo še posebej rado zahvalilo nekaj posameznicam in posameznikom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k Združenju slovenskih katoliških skavtin in skavtov, ter so jim bili in jim še vedno ostajajo lep zgled. Najprej podeljujejo zahvale Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov. Prosim, če se nama pridružite na odru načelništvo in tistega, ki pokličemo po imenu, tudi da pogumno stopi naprej in se nam pridruži na odru. Zahvalo prejme Sabina Rupnik Suhadolnik, optimistična muha. Sabina Rupnik Suhadolnik je 13 let uspešno delala v skavtski pisarni ter jo tudi vodila. Kot programska vodja je poskrbela za pomoč in podporo pri številnih priročnikih in dokumentih, aktivno sodelovala in prispevala k spremembi in definiranju skavtske vzgoje, kot jo poznamo danes, pomembno doprinesla k skavtskemu kompetenčnemu modelu ter svojimi izkušnjami in odnosom do dela veliko prispevala k dvigu nivoja dela strokovne službe ZSKSS. Za njeno uspešno delovanje se iskreno zahvaljujemo. Optimistična muha je odletela. Ampak vseeno mislim, da si zasluži. Pozdrav. Kako se temu reče? Skavtski aplavz. Aplavz. Skavtski aplavz, zelo dobro. Se bomo naučila do konca večera. Zdaj pa naj na oder pride Korana Kovačevič, ki prejme zahvalo. Korana Kovačevič, spretna veverica, ki je trenutna programska vodja pisarne. Če njeno ime omenimo v mednarodnem skavtstvu, ga poznajo vsi, saj je tam vrsto let delala, še danes pa je aktivno vključena v številne mednarodne aktivnosti v svojem prostem času.
Dobro ime Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov je najprej zagovarjala kot poverjenica za mednarodne odnose v 2 mandatih v izvršilnem odboru. Nato pa ga je ponesla v svet, kjer je opravljala funkcije od vodje v skavtskem centru v Švici do programske vodje v skavtskem centru v Indiji, do številnih usposabljanj, delovnih skupin in projektov v mednarodnem skavtskem okolju. Zato je dragocena spremljevalka in zagovornica mednarodnega skavtstva, za kar so ji skavti in skavtinje zelo hvaležni. Zahvalo prejme Petra Stipanič Furlan, prizadevna lisica. Petra Stipanič Furlan je ena izmed redkih Slovenk, ki se lahko pohvali, da je bila del Evropskega odbora VAGGGS. V letu 2025 je prejela priznanje Evropske regije VAGGGS za predano delo v odboru VAGGGS Europe. Zahvaljujemo se ji za njen zgled, zagovorništvo in predanost mednarodnemu skavtstvu, ob katerem pa ves čas ohranja stik z domačo skavtsko organizacijo. Petra Stipanič Furlan, prizadevna lisica. Zahvalo prejme Franci Bačar, lačni rakun. Franci Bačar je služil kot državni voditelj izvidnikov in vodnic, trener in poverjenik za podporo voditeljev v izvršilnem odboru zveze. Kot poverjenik je skupaj z mednarodnimi partnerji izvedel raziskavo RAST, ki je njihovo delo in rast organizacije utemeljila na dejanskih podatkih in ne le predvidevanjih. V ponovitvi raziskave ter vseh večjih raziskavah, ki jih izvajajo skavti, jim še vedno z veseljem priskoči na pomoč. Od nekdaj je zagovarjal agilne pristope v operativnem delovanju, se odzival na povabila k sodelovanju na usposabljanjih ali kot gost okroglih miz. V času dela v izvršnem odboru je pomembno prispeval k povezovanju in učinkoviti komunikaciji med lokalno in državno ravnjo. Zahvaljujejo se mu za izreden doprinos in zgled skavtske pripravljenosti. In da, lačni rakun po prireditvi bo zakuska. Zahvalo prejme Klemen Simončič, nemirni orel. Klemen Simončič je bil državni voditelj izvidnikov in vodnic in trener. Svojo aktivno skavtsko pot je zaključil s služenjem v tropu za skavtsko hišo. Svojim strokovnim znanjem in izkušnjami, ki jih je nabiral na nekaj večjih infrastrukturnih projektih v državi, je Klemen vztrajno, varno in navdihujoče krmaril med vsemi izzivi gradnje največjega projekta v naši skavtski zgodovini, postavitvi naše skavtske hiše, ki sedaj ponosno stoji na Štepanskem nabrežju v Ljubljani. Zadnjih 5 let je bil aktiven del tropa za skavtsko hišo, je tudi celostno bdel nad projektom in mu namenil številne prostovoljske ure, za kar se mu iz srca zahvaljujemo. Klemen Simončič, nemirni orel. V imenu nocojšnjih organizatorjev hvala vam, dragi bratje skavti in sestre skavtinje, za zgled in skavtsko držo, ki je lahko vsem v navdih in ponos. Takole, zdaj pa predlagam še eno, seveda, en aplavz najprej skavtski. Zdaj pa še ena skupinska fotografija, tako. Midva se umakneva in ko boste pripravljeni, recite: Skavti, ta I morate podaljšati. Tako, Čudoviti hvala ste. lepa, čudoviti, izvolite. Zdaj pa sledi podelitev najvišjih skavtskih priznanj, zlatih deteljic ženskam in zlatih lilij moškim. Zlato deteljico prejme Ana Fajdiga Biancuci, energični slavček. Ana Fajdiga Biancuci je bila načelnica ZSKSS v letih 1992-93 s Tonetom Lesnikom, ko je združenje imelo še upravni odbor, ter načelnica med letoma 1993 in 1996, prav tako s Tonetom Lesnikom, in med 1996 in 1999 z Dušanom Moškotevcem, upam, da sem pravilno naglasila.
Bila je aktivna oblikovalka ZSKSS v času, ko se je pomembno preoblikovala struktura združenja, v času, ko so jim pri vzpostavljanju organizacije pomagali odrasli skavti, v času, ko so se mednarodno uveljavljali, ter v času pomlajanja vodstva organizacije. In danes je ponosna mama skavtom, živeča v zamejstvu, ki še vedno rada obleče kroj in nadene skavtsko rutico. Za vso delo v preteklosti in za njen zgled jo odlikujejo zlato deteljico. Aplavz. Naslednjo deteljico oziroma Lilijo bomo podarili dvema posameznikoma, vendar v paru. Načelniškemu paru, ki je od leta 2014 do 2020 vodil našo organizacijo. Zlato deteljico in zlato Lilijo prejmeta Irena Mrak-Merhar, radovedni kenguru, in Žiga Kovačič, vsejedi merjasec. Verjetno bi se v svoji skromnosti strinjala, da drug brez drugega ne bi zmogla. Za zgled nesebičnega razdajanja za skavte in močan zgled, da je mogoče ob družini in profesionalnih obveznostih narediti velike premike v prostovoljstvu. Spreminjati načine razmišljanja in delovanja izvršnih odborov, poudarjati in oblikovati skavtsko vzgojo v središču vsega, kar skavti počnemo. Za pogumne korake in spodbude na poti do skavtske hiše, za pomembne premike v strukturi ZSKSS ter njun skavtski vedno pripravljen, za katerega včasih potrebuješ vsaj malo norosti. Norosti, ki deluje. Irena je združenju v izvršnem odboru podarila 3 mandate, Žiga pa 4. Predtem pa sta izkušnje nabirala s služenjem na lokalni in državni ravni. Za izjemen prispevek k razvoju ZSKSS ter za zgled, ki ga dajeta tudi danes, ko se nesebično odzivata na naša povabila, Ireno Mrak-Merhar in Žiga Kovačiča odlikujejo zlato deteljico in zlato Lilijo. Zlato deteljico prejme tudi Urška Mali Kovačič, nepohodljiva mravlja. Urška Mali Kovačič je bila v 2 mandatih poverjenica za mednarodne odnose v izvršnem odboru ZSKSS. Poleg služenja v mednarodnem skavtstvu se je v združenju veliko ukvarjala s skavtsko vzgojo in skavtskim kompetenčnim modelom ter številne dobre prakse prenašala iz ter v mednarodno okolje. Urška je prejemnica priznanja Evropske regije VAKS za svoje izjemno delo na področju postavljanja in uveljavljanja Evropske delovne skupine za duševno zdravje mladih. Nosi tudi ogromno zaslug za to, da je ZSKSS že leta 2016 bila prva mladinska organizacija v Sloveniji, ki je skupaj z varuhom človekovih pravic sprejela dokument o zaščiti otrok in mladostnikov in zato, da ZSKSS v okviru programa Nisi sam nudi podporo voditeljem in voditeljicam na področju duševnega zdravja. Urška je še danes aktivna voditeljica, trenutno v 2. mandatu odgovorna oseba za zaščito otrok in mladostnikov v ZSKSS. Zaradi svoje vloge in številnih prostovoljskih ter strokovnih izkušenj v sodelovanju z njo postavljajo sistem osebnega spremljanja člana in voditelja na višjo raven, kar bistveno pripomore k kakovosti skavtske vzgoje. Za njeno služenje in za njen zgled Urško Mali Kovačič odlikujejo zlato deteljico. Takole, tole so naši prejemniki zlatih deteljic oziroma Lili, še trenutek za ovekovečenje. Takole, spet nasmeh, to mislim, da bo fotografija, ki bo lahko krasila dnevno sobo, spalnico, kuhinjo, kopalnico. Ja, mislim, da smo razumeli, kaj si želel povedati. Najlepša hvala tudi podeljevalcema. Torej, Roka smo razumeli, povsem razumljivo pa mislim, da je tudi, se nam zdi, da bomo ta večer zaključili z blagoslovom. Podelil nam ga bo ljubljanski nadškof, monsignor Stanislav Zore, ob koncu prireditve. A že konc? Ne, saj nekaj stvari morava v bistvu še povedati, pa še bend mora odigrati, tako da ni še povsem tako konec.
No, in potem, ko fantje odšpilajo, tudi ne še pobegni, čeprav verjetno že čutite malo ta zadnjo plat, ali pa je ne čutite več, ne vem, kaj je slabš. Ja, v bistvu je Rok želel zdaj s tem povedati, da bo še slikanje s častno gostjo, gospo predsednico države s prejemniki priznanj, zato bomo po koncu vljudno, kot pravi skavti to znate, počakali na svojih mestih in v tišini. Hkrati pa se bomo ob blagoslovu, ki sledi, v duhu povezali s skavtskimi sestrami in brati, ki nas gledajo od zgoraj in so ponosni, da so bili lahko na tem svetu del takšne skupnosti, kot jo sestavljate vi, drage skavtinje, spoštovani skavti. To si pa zdaj tako lepo povedal. Ja, se mi zdi, da je res se tudi v nama ta ogenj kar malo prižgal. Res, ja. Hvala za pozornost. Z vami sva bila Zgovorna Reka. Ja. Maja Morela Čuk, seveda. In pa en pavijan. Ja, trmasti pavijan. Trmasti pavijan, Rok Škrlep. Lepo se imejte. In naj bo ogenj v vas večen, gospod Nadškof, zdaj pa prosimo za blagoslov. Še budilko si je napravil. Točno je vedel, kdaj bo blagoslov, je prav zračunal. Hvala lepa, izvolite. Da bo vas je videti v tem večeru, z vsemi zgodbami, z vso zgodovino, z vsemi napori in z vso radostjo, ki ste jo živeli skozi vsa ta leta pri svojih vedno bolj odgovornih nalogah. In zato je, se mi zdi prav imenitno, pravidnostno, da smo se v 35-letnici Zveze slovenskih katoliških skavtin in skavtov zbrali v tej kapeli Baragovega stamanišča in zato zelo, zelo na mestu tudi blagoslov in sicer prošnja Gospodu Bogu, ki ste ga v nocojšnjem programu postavljali v zelo konkreten odnos z vami in vas z njim, njemu, za leta, ki so za vami. Za blagoslov vsakega posebej, vsega lepega in dobrega, kar ste storili, vsega pogumnega, kar ste prestali, za vse ljudi, od ustanovitelja Badna Pavla, pa do tistih, ki so gledali preko meje, pogumno in vizionarsko. In naredili potrebne korake za to, da so skavtsko idejo, skavtski način življenja, skavtski način rasti v odgovorne, iskrene, zdrave in pogumne ljudi prinesli sem med naše mlade, ga razvijali in ga ohranjajo živega. Hkrati pa naj Gospod Bog blagoslovi tudi prihodnost. V zahtevnih časih, ki jih vendarle zmoremo. Z njegovo pomočjo, v medsebojnem sodelovanju, v odprtosti za dobro in v iskrenem prizadevanju, da srečamo ljudi, takšne kot so, smo še prej parkrat, da Bog te vedno sprejema takšne kot si, te ima pa preveč rad, da bi te pustil takšnega kot si. Te pelje naprej, v resničenje, da postaneš to, kar si. In zato, Gospod Bog, ko se ti zahvaljujemo za preteklost, ko pridete, polagamo prihodnost in ko pridete, polagamo sami sebe, te prosimo, blagoslovi vse slovenske katoliške skavte in skavtinje in vse, ki z njimi sodelujejo, pretekle in prihodne. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Z Božjim žegnom pa bo šlo. Taborni ogenj ogreje srce, prijatelje druži, pesem in smeh.
Iskre žarijo, spontine budijo. Na čarobne trenutke, brez skavtske norosti, vse male radosti. Sladstvo je podoba Boga, luna je sestra, sonce ima brat. Življenje je igra, ljubeden je vsak, ki želi svetu podariti svoje prde dlani. Ni me strah ali kako, saj pripravljen sem na to. Da bo srečna pot, zmoglo boš ti in Bog. Ker meni ogenj gori, prižgano v žaru otroških oči. Ogenj zavedno v meni živi in da pogub korak od novih dni. Me strah, krvi kako, saj pripravljen sem na to. Vem, da bo srečna pot, s menoj boš ti in moj Gospod. Ker meni ogenj gori, prižgane v žaru otroških oči. Ogenj zavedno v meni živi in da pogub novih dni. Ker meni ogenj gori, prižgano v žaru otroških oči. Ogenj zaveda v meni živi in da pogub korak od novih dni.